S prerezom traku sta župan mestne občine Krško in vršilec dolžnosti direktorja na Direkciji za infrastrukturo tudi uradno odprla prvi odsek obnovljene ceste Krških Žrtev, od mostu do pokopališča. Gre v principu za sanacijo uničene ceste, ki se je skozi 20 in več let uničevala zaradi različnih gradbišč. Za nas je to velika pridobitev, po drugi strani pa tudi rešitev določenih prometnih zagat na območju priključka proti Leskovcu, pa tudi priključek proti pokopališču je bil vedno zelo obremenjen in nevaren za prometne nesreče. Naložba je ocenjena na približno 1 900 000 evrov. Gre za investicijo na državni cesti, glavni investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki nosi približno 1 100 000 evrov stroškov, razliko 800 000 evrov pokriva mestna občina Krško. S tem je pravzaprav Krško pridobilo veliko, obenem smo pridobili obnovo ceste, praktično cesta, ki je bila uničena, je popolnoma rekonstruirana. Po drugi strani pa se je celoten promet, ki je sicer tranziten, preusmeril na novo obvoznico in pravzaprav na nek ne preveč vsiljiv način smo voznike prisilili, da so začeli uporabljati novo obvoznico v polni meri. S tem smo posodobili to cesto, izboljšali pretočnost, seveda je pa to prvi del. Gre namreč za projekt, ki je zamišljen v 3 fazah. Še letos sledi druga faza, ki zajema obnovo ceste od pokopališča do nakupovalnega središča, zatem pa še del ceste od starega mostu do hidroelektrarne. Z obnovo naj bi zaključili konec naslednjega leta. Druga faza je sicer trenutno v fazi pogajanja. Lahko rečem, da je pravzaprav bil razpis že izveden, vendar so bili 3 ponudniki, ki pa ali so imeli previsoko ceno ali pa niso izpolnjevali vseh pogojev, ki so bili zahtevani, tako da smo morali razpis razveljaviti in ga ponoviti, tako da trenutno teče ponovitev razpisa. Predvideno je, da bi po obnovi cesto od direkcije prevzela občina in da bi ta postala mestna ulica.